Toliko Pahorju in njegovih zabavah za najmlajše in mlade po srcu. Mi pa gremo k še eni letošnji volilni nedelji, ko smo odločali o... o referendumskem trojčku. A je šel spog... A ste bili? Ne ste bili. Dajmo pogledati, kakšen je bil rezultat. 3x za! Je po štabu koalicije kot himna odmevalo cel večer. Ob tem pa nasmejani obrazi, pa polni kozarci. Kot protiutež tudi steklenice vode. Od slanih do sladkih prigrizkov prav ničesar ni manjkalo, predvsem pa neveselih ljudi. Pri Golobu so torej proslavljali, kako tudi ne bi, se bo končno lahko ustanovili 3 nova ministrstva, kar je razveselilo predvsem prodajalce fikusov. Se veste, vsak šef rabi pisarno, tajnico pa fikus. Za začetek. In ravno šparanje davkoplačevalskega denarja je bil menda razlog, zakaj so v SDS hoteli z referendumi ustaviti Goloba. A ker smo Slovenci v predprazničnem času radodarni, so pogoreli na celi črti. Mikrofoni so samevali, hodniki so bili spokojni in prazni. V štabu stranke SDS je bilo mogoče spremljati le osveževanje rezultatov novinarskih ekip. In ko je bilo preštetih nekje okoli 50% vseh glasov, je napočil trenutek za prve odzive poražencev. Rezultati so tukaj, ljudje so odločili, močno pa dvomim, da so se ljudje zavedali v celoti, kakšna je vsebina njihovih odločitev. Ljudje se niso zavedali, kakšna je vsebina njihovih odločitev. To se pač hitro zgodi, če volilce na referendumu sprašuješ o nekih birokratskih zadevah. Čeprav so se nekateri vsebino močno poglobili. Poglejte. Ta trenutek, ta referendum ne razumem. Mislim, razumem, sem se prebral, vzel čas, ampak se mi zdi, da bi se tudi vlada lahko malo bolj potrudila z nekimi argumenti, da nima istih argumentov za leve, desne in tako, mislim, malo bolj kreativno. Razumem, levi, desni. Jaz hočem iti predsedniško špricati. Vidite, mogli bi biti bolj kreativni. Jaz se strinjam s tem. Če vas vprašajo, a ste za, da se uveljavi ZDOSK, pomišljaj, a se je težko odločiti. Čeprav volivci in volivke so po sami po sebi kreativni. Oni niso videli ZDOSK, ampak so videli za Janšo, proti Janši. Pač vse morajo sami, te volivci. Ste tudi... Kakorkoli, nekateri volivci politikom niso očitali samo pomanjkanja kreativnosti. Politike smo volili zato, da se bodo odločali za nas, v našem imenu. Zdaj imamo pa referendumi, ki jih politiki razpisujejo. To ni prav. Oni imajo svojo službo, ki je ne opravljajo. Delamo namesto njih. Pa saj to pravim. Zvolili smo jih, zdaj moramo pa delati namesto njih. In to sploh ne poceni. Na referendumu o RTV so volivci recimo odločili, da se bo tale sivolasi voditelj počasi poslovil z ekranov, vrnil, pa se bo ta drug sivolasec. Čeprav, jaz pravim tem dolgcaj, pri Pirkoviču je vsaj akcija, pa mu gostje padajo po tleh. 4 milijone za referendum, ne vem, malo veliko je to. Za ta denar bi lahko posneli, ne vem, nekaj sezon nadaljevanke Vrnite odpisanih, v kateri bi oba dobila kakšno vlogo. Oba. Kakšen lep spontani aplavz. Hvala, Beno. Kakorkoli, za nami je še ena volilna nedelja, ki je razveselila Roberta Goloba, medtem ko na sedežu največje opozicijske stranke že dolgo niso plesali. Super volilno leto se je za SDS izkazalo za super porazno leto. Praktično vse, česar so se lotili, jim je spodletelo. Zato se marsikdo že sprašuje, ali je morda čas, da Janez Janša prepusti vajeti stranke in to za njeno dobro. Po pozivih prvaka Gibanja Svoboda Roberta Goloba, da bi se moral Janša upokojiti, si podobna vprašanja zdaj postavljajo tudi že na desnici. A kdo bi lahko stopil v njegove čevlje in ali jih je sploh pripravljen sezuti? Kaj boš z mojimi čevlji? Se ti ne bojo prav? Jaz imam 52. Njegov nekdanji zvesti koalicijski partner Matej Tonin je sicer zatrdil, da Nova Slovenija, zdaj pa zares, ne bo šla nikoli več v vlado Janeza Janše. A ni tako govorila tudi Ljudmila Novak, zdaj pa v Bruslju? Oziroma, kot temu pravim jaz, novodobni gulag za tiste desničare, ki se ne strinjajo z Janšo. Mimogrede, a je kdo zadnji 14 dni videl Logarja?
Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.